Nataša Stanič iz Mokronoga. Sveti vrh nad Mokronogom. Jaz bi pa se nazaj na tole vrnila na pisanje v tujem jeziku. Jaz imam nič tako nenavadno ozadje mogoče. Jaz sem bila 50 let v Londonu, sem se zaradi leti vrnila. In moram priznati, zaradi akademskega dela sem jaz v Londonu v glavnem brala angleško literaturo, čisto jasno. Nisem imela za slovensko, ne vem, za dolgo časa. In zdaj, da sem prišla zadnja 2 leti v Slovenijo, sem zveda planirala vse, kar je slovenskega, kar moderno, ne? Ker Tavčarja pa Jurčiča sem brala kot študent, ne? Na tem mislim. In najprej sem seveda začela v Sibilini od Rebule in kar so rekli, to je najboljši, s tem moram začeti. No, potem sem pa poleg, jaz sem klasični filolog, poleg, da sem predavala klasično filologijo v Londonu, sem pa tudi učila slovenščino na britanski ambasadi, britanske veleposlanike pa podveleposlanike pa da še je pa to, ki so potem v Slovenijo prišli. In zati sem jaz ogromno slovenske literature. Najprej je prišla v roke od Draga Jančarja eseji. In jezik se mi je zdel lep, torej da so recimo ti moji študentje lahko dojeli in tudi izrazoslovje je bilo primerno. No in zdaj, ko sem prišla nazaj, sem pa rekla, gre pa Jančarja malo brati. In sem šla takoj, sem popila vse, kar je najnovejše od Jančarja. In tudi, mislim, da je to njegov zadnji roman, ljubezen tudi in ljubezen tudi. No in tukaj je nekaj zanimljivega. To je komaj eno leto, kar mislim, da je lansko leto je šel, 2018 mislim, da je šel. No in je torej v enem letu preveden že okoli 6, 7, 8 tujih jezikov. In če bodo začeli slovenski avtorji pisati v tujem jeziku. In tukaj Nadja bi se pa, ali bi to Maričuk, mislim, ki je zelo proti temu, ne. Če bodo začeli v tujem jeziku pisati, prvič eno pogledal, kaj pa tole, to je Italijana ali Nemca, ali kaj, se sploh ne bodo porajta, da je slovenska, ne. Po domači povedan. In slovenščina bo enostavno, ker slovenščina je nekaj, kar narod drži gor. In slovenščina je čudovit jezik, ker jaz sem tudi prevajala stvari in jaz sem na jezikoslovski, ne. In to je prav smanten, da greh, to je kriminal, da pišejo. Zakaj pišejo v tujem jeziku? Zaradi tega, ker je mogoče materialno se razplača. Jih bo več prebralo, kaj ne? Jaz ne vem, zakaj se to dogaja. In jaz sem bila v tole, bom rekla, tržaško elito mladike, uvedena pred okrog 15 leti, Ivo Jevnikar me je uvedel, zaradi teme knjige se je šlo. Gospa, ta o pripadalcih, je John Earl, in jaz sem to prevedla in s tem sem jaz spoznala te ljudi. In jaz sem bila čisto fascinirana, že v Trstu, tale manjšina, kako je bilo vse to slovensko. Pa so še 2-krat v Argentino. Takrat sem rekla, če bi prišel dol živel, bi se v Argentino preselil, bi Sloveniji šel. Ne, ker v Angliji sej nas je bilo nekaj, in jaz sem bila tudi uredna, kaj sem prav, trasti, to je, ne vem, na tistem odboru sem bila za razne slovenske stvari, ne, se delajo. In dobro je, in če smo vedeli, kdo je Slovenc. Zadnja leta, vam povem, ki je bil sprejem na razne motorke, profesorka Vigorale za Kašija. Ja, ti nisi vedel, si začel govoriti, ne znal slovensk, ne. Ker če jezik gre, je konc. Ker ne, in slovenščina je tako lepa, jaz ko berem recimo tele članke, pa tole v mladikike, ne, pa to, ja, pa zakaj pisati v italijanščini? Pa ne javno prevede, pa ne sam pisatelj prevede, če hoče, več denarja dobiti. Ampak slovenščina se mora hrati in jaz tudi včasih gledam po tem internetu ta dnevnik, ne vem kako se 39 ali 38 na TV, dnevnik, slovenski dnevnik na televiziji, ne, po internetu ga dobim. Kakšna reč je zdaj v šolah? Ja, pa slovenščina pa počas, pa z Italijani hodijo, pa se slovenščina ne govori, pa otroški vrtec, pa je na igrišču, se samo Italijan že govori. Ja, seveda se govori, zdaj da je pa še pisatelji začeli italijanščino pisati, ja, kje pa ne? Kje pa je slovenščina? In slovenščina je tako čudovit jezik.
Ne? Ker jaz ga zdaj, može še dvakrat toliko cenim, ker sem po 50 letih nazaj taka. Ja, kam bomo prišli, no? Ker to je kultura. In Maričuk ima čisto, to je katastrofa, če se v slovenščini več ne piše, ne? Čist. Tako da, to je moje osebno mnenje, ampak sem se spuhala zaradi tega, ker tako jeziče vidim Slovenca, kot piše v italijanščini. Hvala. Še kdo kaj povedal? Jaz bi vprašal, kaj je. Prosim. Moj prijatelj je bil Stanko Janežič, ki je bil urednik Nove Mladike. Tudi Mladike je bil. In tudi ja. In on je v Mariboru imel to Novo Mladiko, me je povabil. Takrat sem jaz tudi dosti napravil, da je prišlo kar precej ljudi in umetnikov v cerkev katoliško, ki niso po 15 let bili pri maši, bom rekel. No in Stanko, ki je bil tudi sam pesnik, bil je ekumenist, znamenit, je pravzaprav prinašal to, kar je povedala Alenka Puhar. Prinašal je neko svobodno mnenje in mišljenje, ne glede na ideologijo, ne glede na partijo, ne glede na cerkvene dostojanstvenike, in s tem je razširil, bi rekel, ta prostor. Kar pa zadeva Italijane, jaz sem poznal Jezo, osebno sem ga spoznal, povabil sem ga tudi na kosilo v Trstu. In gre za to, da sem knjige njegove, mi jih je kar prinesel. Jaz sem tudi prinesel kar ene vrečki, pa me noben ni pogledal na vlaku. Sicer sem imel spremstvo udbe, ampak me noben ni pogledal. Gre pa za to, da Trst, vse veste, Trst Gorica, Maribor, ne, to naša je pravica. In danes, ko pogledam, kaj je svoj kolega Borisa Pahorja, ki bo kmalu 105 let star, a veste? 106. 106, pardon. Veste, človek, tudi z njim v Zalivu sem dosti objavljal, pa v drugih revijah, gre za to, da Trst ohranja to, česar Ljubljana nima. To mi tukaj čutimo pisatelji. Namreč ima neko širino evropskega duha, ki ni obremenjen z Jugoslavijo. Namreč mi smo po svoje, to tudi Jože ve, Horvat, mi smo obremenjeni nekako literarno, zgodovinsko z jugoslovanskimi književnostmi. Ampak to ne v dobrem smislu. Ne z Andrižem, Ivom in drugimi, ampak s tistimi idejno političnimi pisatelji, ki so nas tlačili. Jaz bi tudi čestitev, da izhaja ta Mladika že toliko let, da ste izdali 16 knjig, kar je za slovenski knjižni prostor in za gospoda Maura, ki je tudi Šventnerjev nagrajenec leta 2011, zelo pomembna, bi rekel, celo usodna prelomnica. Mislim pa, da bi morali več napraviti mediji, ki jih danes tukaj pogrešati, da bi to tržaško, italijansko, ja mislim, televizije ni, ne? Ena je. Ja vem, sam ni RTV Slovenija, ne? Da bi morali v medijskem prostoru malo več storiti za naše zamejske literate in sploh umetnike, tudi likovnike, tudi glasbenike in druge. S tem bi jaz zaključil, skratka, iz Maribora do Trsta, bila je vedno neka veza, zveza, tudi za času fašizma so mnogi Slovenci z Trsta in Primorske prihajali v Maribor. Naši največji prijatelji so bili družina Likavec, izgnani oboji za časa Hitlerja v Sarajevo. Skratka, to hočem reči, da Primorci ste bili vedno dobro sprejeti in tudi Tržačani, kjer se gre na kavico, ne, ste bili tudi vedno dobro sprejeti, vsaj v Mariboru. Ne vem, kako je v Ljubljani, ampak tukaj v Mariboru pa vem, da je bilo. Hvala. Hvala. Še kdo, prosim?
člani uredništva, ki sedite. Lahko nekaj rečem. Namreč, ta primer Mirana Košuta, ki naj bi postal predsednik Slavističnega društva, ki ni imel slovenskega državljanstva in tako dalje. Rezidence nima. Računa. A ja, res, davčne številke. No, dobro. Nekaj drugega hočem povedati v tem primeru. Se bojim včasih, da gre Slovenija na tisto stališče, francosko in italijansko, država in narodnost, da je eno in isto. Ni eno in isto. Mene so tudi vprašali, rekli, kaj nimaš slovenskega državljanstva, in so se čudili, kako to, da nimaš slovenskega državljanstva. Jaz bi ga lahko imel. Seveda, kot vsi drugi, ki včasih nekateri zaradi oportunizma, zaradi določenih stvari zaprosijo. Ampak, gledajte, hočem dokazati, ne samo Slovenija, pa vsem Italijanom, sem avtohton, Tržačan, Slovenec, od srednjega veka je moja družina v Trstu. Zakaj bi jaz zaprosil za slovensko državljanstvo, če ni nujno potrebno? Zato, da bi jutri Italijani rekli, Slovenc, prejdi v svojo državo. Se ne strinjam s tem, mislim, ne moremo mi sprejemati te teorije državljanstvo in narodnost, da je eno in isto. Zato, ne vem, to je drug problem, ne? Mislim, ni jezikovni problem. Vsekakor se ne strinjam s temi pisatelji, ki pišejo v tujem jeziku. In dobro, vemo, kaj je bil Rebula. Je bil zelo visoko etična osebnost, ampak on se je slovenščine priučil, ker ni znal, ko je kot otrok hodil v italijansko šolo in potem v semenišče. Tako dalje. On je rekel v tem citatu, ki ga ponatiskujemo, nikoli nisem poskušal napisati nobenega romana v italijanščini. In ga tudi ne bom. To je bila njegova odločitev. Seveda, zakaj? Zato, ker je čutil, da njegova slovenščina je edini jezik naraven, tisti, ki mu ga je Bog dal od rojstva in v tem se on uresničuje. Glejte, naša generacija, moja generacija, smo bili 20-letniki, ko je Franc Jeza prišel v Trst in so se z njim družili in on nas je prepričeval o slovenski državi, takrat smo z njim sodelovali, ampak smo seveda bili previdni, ker on je šel vse za vse. Praktično, ko bi rekel, se skoraj bi rekel v navednicah samo morilsko že spuščal na to področje. Mi smo morali biti malo bolj previdni, smo hodili tudi v Jugoslavijo, takrat on je odrezal, se je boril za Slovenijo, samostojno državo, ampak totalno. Dobro veste, on je hodil po mestu in natikal za avtomobile tiste svoje proglase in tako naprej za slovensko državo. Tega se nismo mogli privoščiti, ampak smo bili njegovih misli. Ampak ponavljam, to, kar sem pravil prej. Eno je slovenska država, za katero smo vsi, tudi zamejci, ampak drugo je pa, če sem jaz slučajno v Trstu, v Italiji, da hočem, da mi prizna pravice, moja država Italija. Ne bom hodil v Slovenijo moledovati plačo za službo, recimo, ne vem. Slovenske šole so nam dali zavezniki in Italija bi jih verjetno nam ne dala. So jih dali zavezniki in Italija je morala sprejeti to, kar so zavezniki uzakonili. Ampak, zdaj ne grem v podrobnosti, ampak vemo, kako Italija obravnava to problematiko, tudi slovenske šole. Najrajši bi videla, da bi jih ne bilo, ampak so in jih mora vzdrževati. Torej, eno je državljanstvo, drugo je narodnost. Prostite, da sem tako vehementno na tem ustrajal. Omer. Ja, to je Omer. Jaz v tem, da pišeš to jeziku, da je drugega problema. Jaz bi zelo rad napisal knjigo v angleščini, če bi to znal angleščino. Ampak če bi napisal angleščini, bi tudi isto knjigo v slovenščini napisal. V obeh jezikih bi jo sigurno napisal. Ne bi samo tujem, ne? O Melani si napisal v angleščini. Ja, ampak je tu slovenščini, ne?
In tudi nisem je napisal, prevedena je bila, jaz ne znam toliko pisati. Jaz bi se pravim, da nisem v tujem jeziku, če bi ga toliko znal. Ampak bi isto naredil potem v slovenščini to knjigo. Ne? Ampak druga stvar, kar meni bolj večji problem, ker jaz tem ne vidim velikega problema, ker ogromno knjig izhaja v slovenskem jeziku, ne? Tudi v zamestju. Kaj je za me velik problem? Da se kot narod nepravilno obnašamo do svoje hude preteklosti. Če mi proslavimo 50 let teritorialne obrambe, kot nek velik dogodek, ki je šlo za Titovo teritorialno obrambo, ne pa za slovensko. Če zdaj vsak teden lahko vidite, ali pa sploh neko medijsko kampanjo 60 let dela, ob tem, da ni ene besede, kaj je to delo delalo v časih totalitarnega režima. Ene kritične, ene refleksije. Kako se je obnašalo do zamejstva, kako se je obnašalo do Drage, kako se je obnašalo do Borisa Pahorja, kako se je obnašalo do Zaliva. Ni besede ob tej 60-letnici slavnega demokratičnega časopisa. To je ogromno problem. Ko sem jaz pisal Karla o Dragi, o tej knjigi v Sloveniji, 50 let Drage, ki je bila ena iz temeljev slovenske identitete, pa pluralizma. Ni bilo praktično nobenega odmeva v srednjih medijih. In tudi v 50-letnici so o Dragi zelo malo pisali v slovenskem prostoru. Pa je temelj slovenske državnosti in slovenskega naroda in nacije, če tako rečem. To so zame veliki problemi. Veliko večji, kot če nekdo eno knjigo piše v tujem jeziku. To je zame problem, da se enostavno mi to svojo preteklost, ki bi mogli do zadnjega koščka razgraditi, da se ne bi ponovila. Kakršna je bila. Si vi dobro veste, pod kakšnimi pritiski ste bili, čeprav ste živeli v tuji državi. To je zame en ogromen problem. Hvala. Prosim. Ja, Štefan Smeder je moje ime. Rad bi se navezal, gospod Magar, na vas, narodnost in državljanstvo. Nekaj podobnega se trenutno dogaja v Prekmurju, kot vemo, z podeljevanjem madžarskih državljanstv. Ampak tisto, kar želim povedati, je pa sledeče. V gospodarstvu obstaja en izraz benchmarking. In kaj pomeni benchmarking? Da pogledaš, kdo je v tvoji panogi najboljši in želiš postati enak ali pa še boljši. Mi moramo pogledati, kar se trenutno dogaja v Evropi na področju, o katerem se pogovarja. Če vemo, da je Avstrijska republika pred kratkim dopolnila svojo ustavo, kjer je izrecno navedeno, da je Avstrijska republika skrbnik za manjšino v Južni Tirolski, to pomeni, da mi moramo začeti govoriti ne o Slovencih v zamejstvu, ampak o Slovencih v sosedstvu. In to tudi na ta način, da formalno preimenujemo urad Republike Slovenije. Namreč, meje si postavljamo v glavi. To je tisti bistveni moment, ki ga jaz vidim. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Strgal, prosim. Fink. Ustvarjalnost v Argentini je spet problem zase. Ja, Štik. Veste, sej je nemogoče, prostite, da bom jaz nemogoče sploh kakšno stvar začeti, zato ker je toliko tega, je toliko odprtih vprašanj. Jedro vsega je pa verjetno v tem, v mejah, ki jih imamo Slovenci v glavi. Drugič pa se mi zdi, tukaj je bilo govora, ponavljam, toliko stvari, ali je slovenstvo v državljanstvu, ali je slovenstvo v narodnosti, ali je slovenstvo v glavi, ali je slovenstvo v srcu, ali je slovenstvo v takem ali takem jeziku. Popolnoma se strinjam z gospodom Maurom, ko pravi, jaz sem tam doma, tisto je Slovenija zame. To je bila za vas in 500 let nazaj Slovenija za vas, ker slovensko ozemlje. Tam ste vi doma.
formalno Italijan, formalno slovenskega državljanstva, ampak kakorkoli, vi ste tam doma, imate vso pravico, da ste tam Slovenec, ampak tam, z velikim poudarkom na tistim tam. Polno je, ponavljam, stvari, ki jih bilo treba obravnavati. Mislim, da so srečanja, kot je to srečanje, zelo važno, prvenstvene važnosti. Nasplošno bi pa rekel, da vsi izhajamo iz neke, kako bi rekel, nasplošno, da izhajamo iz neke vrste defenzive. In je prav, da izhajamo iz defenzive. Pa ne izhajamo iz defenzive, tako smo majhen narod, meni všeč o tem govor, čeprav je realnost. Ampak ravno zato, ker smo majhen, moramo biti bolj trdoživ. Saj tudi veliki izhajajo iz defenzive. Kako se Amerikanci danes bojijo Kitajcev? Pa je Amerika velepotenca, velesila. Pa se oni bojijo in oni izhajajo iz defenzive. Tako da, tudi če mi izhajajo iz neke vrste defenzive, iz neke vrste ohranjanja slovenstva nasplošno, jezika, literature, političnosti, tega in onega, prav, pa izhajamo iz tam. Ampak najprej moramo pa izhajati iz slovenskega srca. Ampak, ko rečem slovensko srce, je slovensko srce mišljeno tukaj ne čustveno, ampak v najbolj racionalni obliki. Vse vemo, da gre razum tudi skozi srce, ne samo skozi možgane. Oprostite, več ne, zato ker če ne hvala. Sem pa popolnoma strinjam z gospod, tukaj 50 let tam, jaz pa 70 let v Argentini, ko so me tja nesli kot dojenčka, niti ne enoletnega, pa sem tam živel celo življenje, pa sem se pred enim letom in pol, pa pred 2 letoma preselil v Slovenijo. Z velikim veseljem ocenjujem pa, da imamo Slovenci še vse za narediti. Še vse imamo, še vse, ponavljam, vse je treba še narediti. Izhodišče mi je že gospod Fink vzel, da je bilo načetih že od predstaviteljev in potem diskusiji toliko temat.